kolesi, spremljal ga je kolega David Stropnik. Na Fedrovem travniku pri Plešah nad Škofljico bi naj gledali predvsem dvoboj z gorskimi kolesi, toda dež je vse skupaj spremenil, tako da smo videli predvsem boj z obupnimi razmerami na blatni progi. Pa vendar je več kot 50 najboljših slovenskih mountainbikerjev kljubovalo vremenu in se vse do noči merilo na zadnji tekmi Animal dvoboja za slovenski pokal. Pokal, katerega serija se je začela 30. maja s Nerfovim izzivom na istem travniku, se nato nadaljevala z bitko za Idrijo in pohorsko dirko, ter se zaključila na Fedrovi finalni bitki dvoboju. In kaj sploh je kolesarski dvoboj? Je najmlajša in vse atraktivnejša disciplina kolesarjenja, ki je v bistvu mountainbikerski paralelni slalom. Na nekaj 100 metrov dolgi progi se med vratci, quarterpipi in skoki z ramo ob rami merijo tekmovalci na izpadanje in se pri tem seveda neznansko zabavajo. Tudi ključni organizator Feder je plesal od navdušenja, čeprav njegov travnik verjetno nikdar več ne bo to, kar je bil, preden so ga preorali kolesarji. Stiskali in padali so seveda vsi. Pri ženskah se je favorizirana Tamara Tomažič priborila skupno zmago in ugnala Niko Mulec, ki je bila tokrat v popolnoma drugačni podobi, kot smo je vajeni za voditeljske mize 24 ur. Pri moških je bilo vse skupaj precej bolj tesno. Potem, ko je favorit Matevž Bizjak grdo padel v osmini finala in ga je izločil domačin Grega Križman, se je zvrstilo še precej padcev in voženj, dokler niso že skoraj v trdi temi na štartu ostali samo 4. BMX-ar, 2 downhillerja in skater, Uroš Klavš, Andraž Kopitar, Denis Tabaj in Aleš Stadler, veliko bolj znan kot Guma. Veliko nekdanjega znanja iz BMX-a je prišlo na tej progi še kako prav Urošu Klavžu, ki je v finalu ugnal Andraža Kopitarja. Ja, vesel, ne? Vesel sem, da bi posebej se zadnjo dirko zmagati. Zdaj bom rekel, brzine niso take, ampak je kontakta s progo, ni nobenega. Umazan si moker, si me štartite zebe. Ne več, vroče me je tam crkno, zdaj sem vrgel to blato noter. Okej, daj. Blato je bilo na to seveda potrebno sprati vseh por telesa in tudi kolesa. Tekmovalci so se v nočnem mrazu tuširali na robu travnika, drugi pa se poskušali zabavati po svoje. Ker sta zaradi naliva odpadla koncerta Prulersov in Racije, je bila ena izmed alternativ tudi izmikanje pokalov, ki pa so na koncu vendarle prišli v prave roke. Na Federovem blatnem travniku pa smo dobili tudi novega zmagovalca Animal dvoboja, skupnega zmagovalca namreč. Ja, super, tudi po mokrem, skoraj še bolj voziti, malo bolj zahtevno. Če bi bilo še malo bolj strmo, bi bilo dobro, še malo boljše.